nazaj smo bili postavljeni pred dejstvo, da bojo jezuiti prostore prenavljali in da bomo vse začasno se mogli izseliti iz prostorov. Najprej smo hoteli iti nekam drugam v najem, iskali smo pol kakšne možnosti za dražbo, ker si nekako nismo predstavljali, da smo skavti sposobni dom tudi zgraditi. Ja, jaz sem vesel, da imamo to hišo. Jaz mislim, da smo jo nujno rabili. Jaz mislim, da drugače to ne gre, ker jaz mislim, da čisto vsaka skavtska skupina, vsak vod, vsak stik se vsak trenutek trudi, da bi bil drugačen, boljši, da bi šel naprej. In to je neka neizmerna energija, ki jo vidiš pri nas v združenju. In kot organizacija ne moramo zaostajati, moramo iti naprej in to hišo smo rabili, tudi če je bila težko narediti, tudi če nismo imeli denarja, smo jo mogli nekako postaviti kot nek zgled tega, da gremo naprej. Ne bom rekla, da ni bilo nikoli nobenega strahu, pa nobenega dvoma, ampak vedno je nekdo bil tisti, ki je povlekel naprej. Glede na to, da ko sem kandidirala, je bil to eden mojih največjih strahov. Moram reči, da danes, ko pogledam, sem v bistvu vesela in ponosna, da nam je kot organizaciji to uspelo. In v bistvu zelo vesela za pogumne korake prejšnjega izvršnega odbora. Mi smo mogli podpisati potem tisto pogodbo za 337 tisoč evrov. Ko sem jaz to podpisoval, se mi je tresla roka, zares. Ampak z vero, da bo. Priti v prazno hišo ni osrečujoče. Priti med prijatelje, to je pa priti domov. En večjih izzivov je bil upoštevati skavtski zakon, skavt je delaven in varčen. Predvsem zato, ker biti varčen ne pomeni zbrati najcenejšo rešitev, ampak zbrati najučinkovitejšo, najbolj gospodarno, tisto, ki bo skavtom služila desetletja. Skavti smo dovolj močni, dovolj spretni, dovolj številčni, da si nekaj takega lahko privoščimo, da imamo svoj dom, da smo ponosni nanj, da ga urejamo in da s tem naredimo korak naprej v svoji rasti. Parter se odpira ven na javno ulico in pa v bistvu na drugi strani se parter v bistvu zaključuje v zunanjem ognišču, ki je osrednji del zunanje ureditve. Zdaj, notranjost objekta je pa nekako strukturirana bolj po vertikali, kjer v bistvu nekako je polno manjših ambientov, namenjenih manjšim skupinam, hkrati so pa v bistvu vsi ti mikroambienti v bistvu povezani v en večji prostor. Tukaj v bistvu smo zasledovali neko idejo tudi v bistvu iz neke izkušnje skavtske, da v bistvu gre za heterogeno organizacijo, kjer se v bistvu različne skupine trudijo v bistvu in razvijajo različna področja, združuje pa nekakih en skupen cilj in to v bistvu vzgojiti neke odgovorne mlade ljudi.